V teh primerih smo dobili kar zadosten odziv občanov in pa predvsem staršev otrok, ki vozijo otroke v šolo, ki so nam pisali, kje so za njih nevarne točke in pa kakšne pomanjkljivosti sami zaznavajo. To je bilo za nas po eni strani tudi naše lastno notranje preverjanje, ali policisti vidimo iste težave v prometu kot pa starši, ki svoje otroke vozijo v šolo. Katera mesta so najbolj nevarna v mestni občini Kranj in ste jih uspeli sanirati? Eden izmed teh je tudi na Orehku. No, na mestni občini Kranj je šlo, na območju mestne občine Kranj je šlo predvsem za manjše posege v nekaterih delih, kjer je bilo potrebno porezati vegetacijo, zmanjšati nivo žive meje in pa zagotoviti zadostno preglednost. Del predlogov pa se nanaša tudi na izgradnjo pločnikov. Danes smo lahko videli, da je župan podprl enega izmed takih projektov in so se praktično pripravljalna dela za to že začela. Gre za pločnik med Goričami in pa Golnikom na nekem odseku ceste. Drugo tako nevarno mesto, ki smo ga dobili kot predlog občanov, pa je obrečališče pred osnovno šolo Orehek, kjer pa je lokalna skupnost že zagotovila izvedbo novega obrečališča, ki se te dni ravno zaključuje. Koliko nesreč se je v lanskem letu zgodilo, da bi bili udeleženi otroci? Lahko poudarim, da na območju mestne občine Kranj, kot tudi na območju celotne policijske uprave Kranj, otrok udeleženih v prometni nesreči v času, ko prihajajo v šolo in pa odhajajo iz šole, nismo beležili. Gre pa za posamezne prometne nesreče, kjer so udeleženi otroci izven tega časovnega okvirja, sicer v prostem času, v teh primerih pa gre predvsem za lažje telesne poškodbe. Bodo vaši policisti stali na vseh šolah v mestni občini Kranj? Takega nadzora praktično mi z lastnim kadrom ne moremo zagotoviti. Zato smo zelo hvaležni vsem prostovoljcem, tudi danes smo slišali nekaj na to temo, ki bodo sodelovali vsaj prve dni pri varstvu otrok na poti v šolo. Gre tukaj predvsem za posamezne prehode preko ceste in pa na teh nevarnih točkah, kjer nam bodo ti prostovoljci pomagali. Policisti pa bomo skušali zagotoviti kar največjo prisotnost tudi na drugih mestih, predvsem tam, kjer ugotavljamo zelo pogoste prekoračitve hitrosti.